En lep pozdrav, hvaležen, počaščen, da ste z mano, da ste z nami. Vesel bom, če mi samo napišete, iz katerega konca te čudovite dežele se prijavljate, s kje prihajate. Hvala, Andreja, tebi, da si z nami, da si v ozadju. In tudi hvala seveda vsem, ker z današnjim dnem vstopate v svet coachinga, v to, kako lahko coaching uporabite v svojem življenju. In ne vem, če se z mano strinjate, da ko je učenec pripravljen, pride učitelj. In še nekaj, v coachingu govorimo, da ko je klient pripravljen, pride coach. Tukaj je nekaj najuspešnejših športnikov vseh časov in hkrati bi poudaril, da ne samo uspešni športniki, ne samo uspešni podjetniki, glasbeniki, da dejansko ljudje, ki izkoriščajo svoj potencial, imajo coacha in ne enega coacha, imajo več coachov. Zakaj? Zato, ker tudi ti ljudje, ki so že sedaj vrhunski, potrebujejo pomoč, da pridejo še korak dlje. Ker coach je podobno kot osebni trener nekdo, ki vidi to, kar mi sami ne vidimo. Ki nas spodbuja takrat, ko morda nimamo dovolj motivacije, ki vidi neko jasnost, ki jo morda mi ne vidimo. Coach pomaga, da iz sebe potegnete svoj maksimum. In vprašanje, ki ga imam tako na začetku, je, kakšno bi bilo vaše življenje, če bi odpravili svoje največje ovire? Kaj bi, če bi vam lahko danes in skozi te dni, ko smo skupaj pokazal, da obstaja način, kako lahko v rekordno kratkem času naredite največji premik v svojem življenju. Torej, coaching diploma z današnjim dnem, torej prvi dan coaching diplome, govori o priložnosti coachinga, mentoriranja, svetovanja. In jaz sem vam iskreno hvaležen, da mi zaupate, da ste danes tukaj za ta čas, ki ga investirate in za to, da ste rekli priložnosti, da se nekaj novega naučite oziroma da boste pomagali s temi znanji sebi in drugim. Torej, naš urnik je zelo enostaven. Torej, danes govorimo o coachingu, mentoriranju, svetovanju, postavljamo temelje. Jutri nas čaka struktura uspešnega coaching srečanja. Potem imamo na dnevu številka 3 izbira coaching niše in preboj na trg. In seveda v 4. dnevu je praktična uporaba coachinga v vsakdanjem življenju in zaključujemo v dnevu številka 5. To je ta bonus dodaten dan, ker coaching diploma traja 4 dni, vendar dodajamo še dodaten dan, ko govorimo o doseganju ciljev in govorimo o doseganju rezultatov s pomočjo coachinga. Zdaj, kaj se boste naučili skozi teh 5 dni, ko smo skupaj? Konkretne tehnike, razumeli boste, kaj je razlika med mentorjem, terapeutom, svetovalcem, razumeli boste tudi, katera so dobra in slaba vprašanja. Pomembna tema coachinga je tudi, kdaj uporabiti zaprta vprašanja in kdaj odprta vprašanja. Spoznali boste tudi strukturo coaching srečanja in razumeli boste, kakšne vrste vprašanj lahko sploh uporabite pri coaching procesu. Ko govorim coaching proces, je to lahko komunikacija z vašim otrokom, partnerjem, sodelavcem, z nekom, ki potrebuje vašo pomoč. Torej, kaj narediti z vprašanjem, ko trčite morda v zid modela sveta? Ko imate nekoga, ki se ne odziva, ko imate nekoga, ki ne odgovarja vašim vprašanjem ali pa spodbudam, motivacijam, kaj takrat narediti. In seveda pomembno je, kako zaobidemo tak zid in kako razrahljamo model sveta klienta, še posebej, če je blizu našemu srcu. In kaj bomo še govorili o temu, kaj je temeljno vprašanje? To je eno najbolj pomembnih vprašanj, ki se ga učimo znotraj coachinga in tudi seveda, kako lahko naredimo hipnozo s pomočjo coaching vprašanj. Torej, naučili se boste tudi grow modela v coachingu in številne druge tehnike, praktične primere in uporabne vsebine. Komu se to zdi uporabno, komu se to zdi zanimivo, napišite mi in seveda dajmo en nasmešek, globok vdih naredite, počasen izdih, da se malo prevetri to, kar se je danes dogajalo v vaših mislih in da boste tukaj in zdaj z mano. Ja, torej, danes smo nekaj nas čaka kaj? Kaj je coaching pravzaprav? Razlika med coachingom, mentoriranjem, terapijo, svetovanjem. Dobra, slaba vprašanja si bomo pogledali. Kako s vprašanji
začenjamo negativno čustveno stanje, naredili bomo eno vizualizacijo na koncu za spremembo in videli boste, kako lahko to vizualizacijo ali pa samo hipnozo naredite tudi s pomočjo coaching vprašanj. Ja? Tukaj, če boste začutili sedaj v tem trenutku ali tudi kasneje, da je to, kar se pogovarjamo, koristno, uporabno še za koga, poslikajte to povezavo, torej masteracademia.com, pošiljnica pridi na coaching in tudi ta oseba, ki jo boste povabili, to je lahko vaš prijatelj, znanec, otrok, partner, sodelavec, sodelavka, nekdo, ki mislite, da mu lahko to koristi, ga lahko povabite tako, da mu pošljete to povezavo. masteracademia.com, pošiljnica pridi na coaching. Še vedno se nam lahko pridružite na tako imenovani VIP izkušnji, kjer bomo dejansko si videli v živo in tudi na Zoomu, če ne boste mogli v živo, lahko tudi se lahko vidimo tudi v obliki posnetka. Poleg tega boste dobili 3 čudovite zgoščenke in še dobili boste poseben vprašalnik, ker boste preverili, kako ste sami coachabilni. Vse to vas čaka, ko se prijavite na VIP izkušnjo, vendar kot rečeno, ta delavnica je povsem brezplačna in VIP izkušnja je samo za tiste, ki želite nekaj več. Ja? Ok, torej Andreja, ki je bila že prej udeleženka na naši delavnici, pravi, da priporoča. Zakaj priporoča? Zato, ker strategija postavljanja vprašanj je ključna in spremeni način komunikacije, odpira oči in poti do rešitev. Pozor, coaching se uporablja na številnih področjih, na področju zdravja, na področju partnerstva, na področju prodaje, vodenja, poučevanja in tako naprej. Vendar še posebej, ko gre za neka akutna zdravstvena stanja, vas vedno povabim, da najprej obiščete zdravnika in potem raziskujte, kako vam coaching lahko pomaga. Zgodba o tovornjaku, ki se je uklestil pod mostom, je zanimiva zato, ker je ob kupu strokovnjakov prišel mimo mlad deček in preprosto vprašal, kaj če bi spustili zrak ven iz pneumatike. In na tak način zelo enostavno pomagal, da je tovornjak prišel ven oziroma se rešil iz tega mosta. In ta zgodba čudovito ponazarja moč perspektive in rešitev, ki jih lahko s pomočjo coachinga najdemo. Ker včasih smo tako osredotočeni na problem, da ne vidimo enostavne rešitve. In naloga coacha je, da spusti zrak iz pneumatik, odstrani pritisk in spremeni neko perspektivo in omogoči premik naprej. Kaj pa, če rešitev vašega izziva ni v trudu, ampak v drugačnem pogledu nanj? Ja? Torej, včasih se zgodi, da pridete v kakšno ulico, kjer je obvezna smer. Ja? Torej, vi nujno morate z avtomobilom zaviti, na primer, desno. In podobno je v komunikaciji. Če si vi, ko razmišljate, postavljate preoska vprašanja, dobite samo enostranske odgovore. Tako kot avto lahko zavije samo v eno smer. Namen coacha in dobrega coaching procesa je, da popravimo volan in lahko zavijemo v katerokoli smer želimo, zato ker lahko takrat osvobodimo svoj potencial in dosežemo najboljši rezultat. Torej, slaba vprašanja vodijo navadno samo v eno smer razmišljanja. Kaj pravi Albert Einstein? On pravi, če bi imel 1 uro časa, da rešim problem, ja, bi od rešitve in bi bilo od rešitve odvisno njegovo življenje, bi on porabil 55 minut za določanje pravega vprašanja, ki ga je treba postaviti. In ko spoznam pravo vprašanje, pravi, bi lahko problem rešil v manj kot 5 minutah. Tukaj upam, da se skriva celotna skrivnost tega, kar počnemo v coachingu. Dobra vprašanja, dobri odgovori, slaba vprašanja, slabi odgovori. Dajmo si pogledati nekaj primerov slabih vprašanj. Torej, zakaj ti še vedno ni uspelo? Ali pa, zakaj to počneš? Zakaj ravno sedaj? Zakaj ravno jaz? To so vsa vprašanja, ki vas
frustrirajo, razjezijo in največkrat pripeljejo do nekega zidu razmišljanja. Se ti ne zdi, da bi moral biti bolj organiziran? Ne samo, da je to slabo vprašanje, tudi to je sugestibilno vprašanje in tem se bomo tudi nadaljevanje učili. Ali res misliš, da si sposoben tega? To je vprašanje, ki spodbuja dvom. In seveda, zakaj vedno delaš iste napake? Kaj je narobe s tabo, da še nisi napredoval? Nam se zdi logično, da takšnih vprašanj ne postavljamo, vendar iz izkušenj vam lahko povem, da ko poslušam ljudi, kako komunicirajo danes, vidim, da je ogromno podobnih vprašanj, ki jih uporabljajo in oni se sploh ne zavedajo, da ta vprašanja ne koristijo, temveč škodijo. Po drugi strani so pa dobra vprašanja. To so vprašanja, ki so jasna, osredotočena na rešitev, odprta in spodbujajo razmišljanje ter akcijo. Za razliko od slabih vprašanj, ki so največkrat kritična, usmerjena na problem in imajo nek tak negativen podton, ki omejuje posameznika, ne pa ga spodbuja. Ustvarjajo ponavadi ta slaba vprašanja tudi neke vrste odpor. Torej, rekli smo, dobra vprašanja so jasna, fokusirana na rešitev, odprta ponavadi in spodbujajo razmišljanje ter akcijo. Naprimer, kaj si želiš doseči v naslednjih 6 mesecih? Kaj konkretno lahko narediš zdaj, da se približaš cilju? Kako bo tvoje življenje videti, ko boš ta izziv rešil? Kateri viri, sposobnosti ti bodo pomagali do rezultata? Kdaj in kako boš vedel, da si cilj dosegel? To je eno izmed pomembnih vprašanj, še posebej zato, da programiram nezavedni za doseganje ciljev. Več o dobrih slabih vprašanjih bomo še govorili čez našo delavnico Coaching Diploma, zato seveda vas vabim, da ste z nami skozi vseh 5 dni, torej 4 dni plus bonus dan, dodaten dan. Vendar, zakaj je to tako pomembno? Zato, ker slaba vprašanja vas peljejo v slabo smer. Dobra vprašanja vas peljejo v dobro smer. Coaching je razmišljanje o razmišljanju. Če ne boste postavili pravega vprašanja, boste reševali napačne težave. Boste napačno razmišljali. In coaching ni podajanje odgovorov. Mi ne rešujemo klientov izziv. Mi mu pomagamo iskati vprašanje, da ga sam reši. To je pomoč pri iskanju pravih vprašanj. S coaching procesom boste videli, kako boste izboljšali sposobnost odločanja in se naučili, kako obvladovati svoje lastna čustva ali pa drugim pomagali, da jih znajo obvladovati. Znali boste, mimogrede, to sem jaz, to je poleti leta 1975. Ne vem, če me vidite, tisti na sredini, ki se še uči hoditi, takrat, če nisem znal hoditi, sem jaz. No, in coaching pomaga spodbujati tudi samostojnost pri otrocih in tudi sodelavcih. Zdaj pa, mi vstopamo skozi coaching proces do različnih odločitev, različnih vrat. Ko imamo izbiro in se lahko odločamo, lahko s pomočjo coaching vprašanj izberemo tista vrata, tisto odločitev, ki je v danem trenutku najbolj primerna za nas, oziroma pomagamo sogovorniku, da do te odločitve sam pride. Na tem trgu, coaching trgu, je coaching neverjetna priložnost. Je ena izmed najhitreje rastočih industrij. Takoj za IT-jem je druga najbolj hitro rastoča industrija. In še nekaj, do leta 2024 je ta industrija dosegla približno 22 do 25 milijonov dolarjev. Nore številke in stopnja rasti je 5 do 7% vsako leto. Zakaj so te številke tako velike? Zato, ker ljudje potrebujejo danes različne oblike coachov. Ljudje danes, če pogledamo samo Slovenijo, je, na primer, duševna stiska 4. najpogostejši razlog za bolniško odsotnost dela. Ena stvar, ki je neverjetna, kar se je zgodilo, je, recimo, samo v enem letu, torej v enem letu, lani, ko smo to statistiko gledali, in letos, se je, recimo, v Sloveniji vsak mesec za 4-krat povečalo iskanje ločitev. Torej,
v Sloveniji išče 2400 ljudi mesečno ločitev, lani jih je iskalo poprečno 590. In zdaj vidite, kjer so tisti najhujši meseci, to je mesec maj, mesec avgust, ko vidite dve veliki špici. Hočem vas samo toliko poudariti, ne, da so številke, ki jih bom še z vami delil skozi različne dneve, torej na dnevu številka 3 oziroma 4, morda tudi na dan številka 5, bi vam rad dal nekaj statistik, ki vas bojo osupnile, kaj se dogaja z ena sprememba v Sloveniji in kako kritično je, da ljudem damo neka znanja, orodja, s katerimi bojo znali sami drugače komunicirati. Če gledam celoto Evropske unije, je več kot 50% ljudi izpostavljeno depresiji, četrtina se jih počuti depresivno. Kaj je mene šokirala statistika in od njej bom še govoril v nadaljevanju, v Sloveniji se je spet z 25% od lani povečalo število iskanj, kako narediti samomor. In če pogledate, najhujši meseci so spet mesec maj, mesec juni in potem proti koncu leta se spet povečuje nazaj. In mi smo naredili, in tukaj vas bomo tudi vas spodbujali, da naredite nekaj podobnega, mi smo naredili dobrodelno spletno stran. Zato spletno stran tudi oglašujemo na Googlu. Lepo vas prosim, da ne klikate, ker lahko vaš klik stane tudi 2 evra ali pa več. In smo rekli, dajmo ljudem, ki imajo to stisko, pomagati povsem brezplačno. In imamo spletno stran, kako narediti samomor. Seveda tam ne ljudi učimo, kako naredijo samomor, temveč jih odvračamo od tega. To je neka vrste naše poslanstvo, da dajemo ljudem upanje tudi, ko so v stiski. In pazite to, v par letih, odkar smo to mi vzpostavili, smo imeli 3643 plačljivih ogledov. Torej, ljudje so šli na naš oglas, to je naša dobrodelnost, mi nič ne služimo s tem, in so našli, upam, eno spodbudno misel, eno spodbudno besedo. Do sedaj še nisem imel nikogar, ki bi rekel, Aleksander, sem bil na robu samomora in sem šel na Google, sem šel pogledati strategijo, ker ljudje, ki grejo iskati, pazite to, ljudje, ki pišejo, kako narediti samomor, ker ključna beseda samomor je dosti več iskana kot samo kako narediti samomor, pa tisti, ki ne piše, kako narediti samomor, je že tisti zaključni fazi. In jaz si res želim, da ljudje, ko boš šli to iskati, da jih bomo odvrnili do tega. In tukaj vam hoče se reči, da ljudje, ki razmišljajo o samomoru, ki imajo črne misli, imajo slaba vprašanja. In mi moramo s pomočjo coachinga in s coaching vprašanji dati upanje in zaupanje. Eno samo vprašanje lahko spremeni način, kako ljudje delujejo, in jaz vas prosim, da tudi sami izberete eno nišo, tako kot smo jo mi izbrali, da boste ljudem lahko povsem brezplačno pomagali, da začnejo drugače misliti, da se osvobodijo in zaživijo svobodno življenje polno nekega upanja. Torej 90% državljanov Evropske unije meni, da je spodbujanje duševnega zdravja enako pomembno kot spodbujanje telesnega zdravja, in še nekaj milenijci pravijo, da želijo investirati v osebni napredek in razvoj, kamor spada tudi coaching. Online coaching, tisti, ki vas pač to področje zanima, torej coaching preko spleta, ali pa avtomatiziran coaching, je pa prav eksplodiral. Zakaj? Zakaj je coaching industrija tako hitro rastoča? Torej prvič, ker se lahko izboljšate sebe, to je life coaching, ali pa svoj posel, ali pa svoje delo, to je business coaching. Ljudje danes lažje govorijo o težavah, ki jih imajo. Ljudje priznajo, jaz imam coacha. Jaz priznam, jaz nimam enega coacha, imam več coachov in si ne predstavljam življenja brez njih. Potem, ljudje v službi so bolj zadovoljni in ostanejo dlje, če imajo coacha na voljo. Več ljudi razume, zakaj je dobro imeti coacha, kakšne so koristi, in tudi danes je lažje, ko nekdo ve, da ima nekdo certifikat, da je usposobljen coach, mu lažje zaupajo, in še nekaj, coach lahko pomaga ljudem na različnih področjih življenja. Meni je coaching spremenil življenje, ker tudi včasih, ko sem na dopustu z družino ali pa na potovanjih, lahko bodi si coacham, če je nekaj nujnega, urgentnega, da imam neko stranko, ki ima krizo in nujno rabi pomoč, tudi nadaljavo. Tukaj sem v Grčiji, ne vem, če uganete na katerem otoku, in hkrati imam to priložnost, to možnost, da delam od te razdalje, iz te razdalje. In imam pa eno našo udeleženko, ki je naša certificirana life coachinja, business coachinja,
ki coacha iz jadrnice. Ja? Torej, ona je na jadrnici, se nekam pač priveže in takrat se pač fokusirano ukvarja, pomaga ljudem. Zdaj, jaz ne želim, da boste se coachali oziroma iskali priložnosti za rast vse povsod. Izberite tisto področje, ker mislite, da najbolj potrebujete spremembo. A to denar, karijera, zdravje, prijatelji, družina, partnerstvo, osebna rast, rekreacija, zabava, fizično okolje. Opozoril bi vas nekaj. Dober prodajalec postavlja dobro vprašanje. Ja? Dober partner postavlja dobro vprašanje. Dober starš postavlja dobro vprašanje. Nekdo, ki je dober predavatelj, govornik, postavlja dobro vprašanje. Mimogrede, jaz kot predavatelj, kot govornik, lahko sestavim celotno delavnico brez nič vsebine. Ja? Torej, jaz lahko samo kot coaching proces izvedem celo delavnico. To je fascinantno. Dober učitelj postavlja dobro vprašanje. In dobro vprašanje seveda postavlja nekdo, ki je dober coach. Zdaj, ali je dobro vprašanje, zakaj? A je to slabo ali dobro vprašanje? Kaj bi rekli vi? Napišite mi, samo tako, da vem, da ste z mano. Odgovor je seveda odvisno. Ja? Kajti z njim lahko sogovorniku omogočite, da igra vlogo žrtve ali pa poveča motivacijo. Ja? Torej, če vam dam primer enega ali druga, vloga žrtve, zakaj se to meni dogaja? In oseba seveda gre takoj v vlogo žrtve. Se izmisli neko zgodbo. Motivacija, zakaj si želiš to doseči? Zakaj bi rada nehala kaditi? Zakaj bi rada postala coachinja? Zakaj bi rad dosegel karierni preboj? Zakaj si želiš 10,000 evrov, 100,000 evrov, milijon evrov, 10 milijonov evrov, karkoli pač že je številka. Če bi radi postali dobri coachi, je pomembno, da se naučite, kaj? Torej, upam, da ste razumeli do tega trenutka. Umetnosti postavljanja dobrih vprašanj. Vendar, tukaj je zdaj skrivnost dobrih coachov. Kaj bi rekli? Skrivnost dobrih coachov je ta, da ni dovolj, da postavite eno dobro vprašanje. Pomembno je, da se naučite zaporedje dobrih vprašanj. In da uporabite vprašanje odvisno od cilja, ki ga imate v komunikaciji, oziroma od cilja, ki ga ima vaš klient, oziroma coachi. Zato je moja prošnja naslednja. Če se vam bo zdelo, da je coaching proces preveč enostaven, jaz ga bom res se potrudil skozi teh 5 dni, ko smo skupaj, da ga poenostavim, bi rad, da ne rečete, ko vas kdo vpraša, kaj je coaching? Ja, coaching je samo postavljanje vprašanj. To je tako enostavno. Ja? Torej, in doskrat se bo zgodilo v praksi, da coachi niso samo coachi. Recimo, večina coachov počne zraven coachinga še nekaj drugega. Ali se ukvarja z osebnim svetovanjem, predavanji, ali delajo terapije, masaže, pedikure, manikure. Imeli smo res neverjetnih udeležencev in udeleženk. Torej, eni predavajo zraven, eni delajo fizioterapije, eni masirajo kot coachi, tudi eni delajo hipnozo. Mimogrede, ko vi zaključite delavnico hipnoze in zaključite tečaj coachinga, dobite en poseben certifikat, ki se imenuje HipnoCoach certifikat, ki je v svetu vedno bolj iskan certifikat. Samo tako, da razumete. Potem se uporablja v prodaji, pri vodenju in tako naprej. Imamo primer, kako coaching, torej return on investment, torej kako se povrne investicija v coaching in sicer za 529%, plus druga nemerljive koristi, kot so to, da ljudje so bolj zadovoljni, da ostanejo dlje časa v podjetju. In danes tudi v Sloveniji nekdo, ki pride na nivo predsednika uprave ali pa izvršnega direktorja, mu že v tem individualnem pogodbi pripada coach, največkrat zunanji. In potem imamo številna podjetja, ki šolajo interne coache, ki potem poskrbijo seveda za celotno ekipo oziroma ljudi, ki imajo izzive znotraj podjetja. Torej, 63% podjetij, ki zaposlenim omogočajo coaching, je izmerilo večjo rast in več prihodkov, kot so konkurenčna podjetja. Torej, podjetja imajo več prihodka, več rasti, zato ker so uvedla coaching v svoj delovni proces, oziroma vodja pozna coaching prijeme. In še nekaj, vodje, ki so bili deležni coachinga, so izrazili željo po tem, da bi se radi naučili coachinga.
Torej, da bi radi pridobili certifikat. Torej, nekdo, ki je vodja in ga nekdo coacha, si misli, wow, to, kar on dela z mano, bi jaz lahko počel z mojimi sodelavci, bi lahko počel z mojim partnerjem, z mojo partnerko, bi lahko počel z otrokom. Torej, ljudje so kar enkrat spoznali vrednost coachinga, ko so ga bili deležni. Zato bi rad, da tudi vi ste deležni coachinga, da razumete, kako vredno je to. Zdaj, če hočete po starostnih strukturah, boste lahko videli, da večina coachov danes, skoraj polovica, torej več kot polovica coachov, je tako imenovanih generacija X coachov, ja? Torej nekje od leta 65 do 81 in potem imamo še baby boomerje od 46 do 64 in potem imamo tako imenovano tiho generacijo, teh je še nekje 2% coachov. Milenijcev ni še toliko, vendar se seveda prebujajo in potem imamo še generacijo Z, ki bo morda za coaching pripravljena čez nekaj časa. Hočem vam samo povedati, da generacija X je tista, ki prevladuje. Zakaj? Zato, ker po nekem trenutku ljudje začutijo nek klic in si rečejo, lej, to, kar delam, ne, ko je tista pesem bila, kako že, kuča, posao, že kako, ne, dom, delo, opravila in vse to, mi ne prinaša zadovoljstva, mi ne prinaša sreče, mi ne prinaša veselja in vem, da je v življenju kaj več kot samo to. In seveda, zaradi tega je ta generacija toliko odprta za to, ker si želi nekaj doprinesti temu svetu. In doskrat ljudje pridejo po coaching znanja, zakaj? Zato, ker bi radi pomagali najprej sebi in šele potem drugim. In tako sem jaz prišel do tega. Torej, jaz sem začel danes, ko me danes vidite, sem predaval v 23 državah, 4 kontinentih, sem avtor številnih knjig, ki sem jih objavil doma in tudi v angleščini, v tujini. In imam to priložnost, da svojim delom pomagam svoj ožji, širši družini, da jim dajem neke priložnosti za rast in hkrati pa se je moja pot začenjala tako, da sem končal leta 2003 poleti v bolnici. In poleg preveč kilogramov in težav z denarjem in vsemi komunikacijskimi izzivi, so se takrat moji starši začeli ločevati, ker ni bila to neka prijetna ločitev, se me je zelo dotaknila, me prizadela in končal sem v bolnici. Ne vem, če se vam kdaj zgodilo, da se vam je svet čez noč podaril. Da ste imeli v nekem trenutku občutek, kot da je vse normalno, vse v redu, da se vam nič ne more zgoditi in potem pride en dan, ko se vse poruši, vse podre in morate se naenkrat sestaviti znova. Jaz vem, da sem takrat izgorel, ker sem hotel vseh rešiti in najbolj pomembno osebo, samega sebe sem dajal na konec in telo takrat je reklo, dovolj je tega. In ko sem imel težave s srcem in končam na urgenci, sem začel, ko sem prišel ven iz bolnice, biti odločen, da bom nekaj spremenil. In sem začel iskati pomoč v knjigah najprej. Sem šel v knjižnico in tukaj je nekaj knjig, ki sem jih takrat prebral. Ne vem, če kdo, to ni bilo sicer takoj čez noč, to je bilo čez različna leta in obdobja. In na podlagi teh knjig, ne vem, če ste kakšne tudi vi morda prebrali, napišite mi v komentarje, tukaj manjka še kar nekaj knjig, ki so pol sledile, vendar sem spoznal različne mentorje, torej investiral sem v izobraževanje, v coache, postal asistent dr. Richard Bendrija, soustanovitelja NLP-ja, edini trener iz Slovenije pri Tony Robbinsu, predaval sem se z Brianom Tracyjem kasneje, vendar on je bil moj prvi učitelj, mentor. In tam na slikci vidite mene s certifikatom master trener, licenciran master trener NLP-ja, ker je tistem trenutku po mojem imelo 30 ljudi na vsem svetu ta elitni, ekskluzivni naziv, ki je bila posledica številnih let dela. In pomagal sem številnim športnikom, podjetnikom in vsem, ki so obrnili name, da bi jim lahko pomagal. Vendar naredil sem tudi veliko napak. In tukaj vas tudi spodbujam, da tudi če kdaj naredite napako, se zgodite ali pa najdete na tleh, da se vedno poberete nazaj in iščete načine, kako boste jutri še boljše, kot ste danes in seveda, kako nadaljujete na tej poti.
Torej, če samo definiram zdaj, kaj je coaching. Torej, kaj je coaching? Coaching prvič ni kopanje po preteklosti, to je pomembno, ker je veliko terapevtov, ki danes poslabšajo stanje klienta s tem, ko iščejo vzrok, ki ga včasih sami namestijo s svojimi vprašanji. Še nekaj, ljudje mislijo to, kar sem že prej rekel, da coaching je par vprašanj in potem rešitev. Ne. Coaching ni mentoriranje, coaching ni svetovanje in coaching ni terapija. Torej, ljudje ne razumejo, da mentor svetuje, pokaže ljudem pot, ki jo je sam prehodil. Vodi. Coach sprašuje, spodbuja, spremlja. Zapomnite si to. Torej, kdo je coach? Torej, coach je nekdo, ki sprašuje, spodbuja, spremlja. Torej, mentor je strokovnjak na svojem področju in pomaga s svojimi izkušnjami. Svetovalec na podlagi analiz poda odgovore, strategijo in tako naprej. Torej, terapevt se ukvarja z vašo preteklostjo največkrat. Coach se ukvarja z vami od danes naprej. Ja? Torej, prihodnost je tista, ki je tukaj ključna in mi iščemo načine, kako izboljšamo prihodnost. Coach je torej nekdo, ki v sodelovanju s klientom odkriva in odklepa potenciale klienta. Coach je nekdo, ki s pomočjo vprašanj pomaga razjasniti, načrtovati in spodbuditi uresničitev klientovih ciljev. Zdaj, v praksi vam iz izkušenj lahko povem, da je najbolj plačan coach mentor. Coach rešuje dve ključni težavi. Ja? Torej, dve ključni težavi, o katerih bom govoril, v nadaljevanju rešuje coach. Prvič, ključno je, da razumete, da se uspeh ne zgodi kot linearna pot, temveč uspeh tako dejansko zgleda. Ja? Torej, in ko uspeh tako zgleda, številni ljudje prehitro obupajo. In tukaj pride coach, ki s pomočjo vprašanj motivira, spodbuja, odpre vrata, da nek žarek upanja. In danes vidite, da lahko to uporabite pri vzgoji otroka, lahko to uporabite na področju zdravja, na področju kariere, denarja, lahko to uporabite na področju javnega nastopanja, na področju osebne in poslovne rasti, partnerstva, pri temu, kako ste bolj samozavestni, kako ste bolj učinkoviti, uspešni v karieri, v poslu, tudi pri zdravju in telesni teži. Torej, težava številka 1 je, da ljudje se dostikrat sploh ne zavedajo, da imajo neke omejitve. Ljudje se ne zavedajo, da imajo omejitev in da imajo nek omejujoč vzorec. In ne rečejo, jaz sem Marija, imam 3 omejujoča prepričanja glede denarja, imam eno vrednoto v konfliktu in zato nimam denarja. Ljudje tega ne rečejo, ker ne razumejo, da je nekaj na njihovem nezavednem narobe. Kaj rečejo ljudje? Ja, veš kaj, niti ne rečejo, da sem Marija, ker predpostavljam, da že veste, kako se kliče ta oseba, s katero govorite, ma rečejo, nimam denarja. Kriza je v svetu. Bla, 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 bla. To je prva stvar je ta, da ljudje, še enkrat, se ne zavedajo, da imajo omejitve. Kako boste vedeli, da imate omejitev, če še nimate rezultata, pomeni, da imate omejitev. Ker danes na tem planetu, na tem svetu, ni pomankanja denarja, ni pomankanje samskih moških ali pa žensk, če ste zdaj samski. Lepo vas prosim, ne vem, če veste, v turizmu, v svetu, je na prvem mestu najhitreje rastoča industrija, katera? In ne pišete, samo ne vem, če ste z mano še. Ženske, ki same potujejo. Druga najbolj hitro rastoča industrija v turizmu so moški, ki sami potujejo. Ja, ne razumem, zakaj se ne zmenijo, da bi šli skupaj. Vendar hočem vam to reči, da ni omejitev samskih moških ali pa žensk. Še nikoli jih ni bilo toliko. Ni omejitev potencijala v karieri ali pa priložnosti. Še nikoli ni bilo toliko. Vendar ljudje se ne zavedajo, da imajo neko blokado, da imajo neko nezavedni vzorec, neko samosabotažo, ki jih ovira na poti. Druga težava, ki jo imajo, je, da ljudje, če se zavedajo, da imajo svoj vzorec, se zavedajo, da imajo neko omejitev, jih sami ne znajo rešiti. Pika. Če bi znali ljudje brez coacha narediti spremembo, preboj, doseči, bi to že zdavnaj naredili. Vendar ljudem je danes logično. Če jih boli zob, je logično, da ne grejo zdaj sami nekaj googlati, gledati YouTube posnetke in potem po YouTubu si bojo oni popravili zob.
To jim je logično. Če jaz to vam rečem, poprav si zob po YouTubu, se boste smejali. In potem, ko rečem ljudem, ja, jaz pa nimam denarja, imam blokado na temu in potem oni grejo zdaj in zdaj bojo brskali po YouTubu, gledali, kakšni so brezplačni posnetki in se ne poglobijo v to, da bi ta znanja pridobili oziroma, da bi najeli coacha, da jim to pomaga rešiti. Če bi znali sami narediti spremembo, bi jo že naredili. Pika. Ne vem, če sem dost jasen in morda se prevečujem, ker sem malo preveč tudi emocionalen. Vendar to se me res dotakne, ker včasih ljudje tako trmarijo, sej že bom. A pa imajo otroka, ki ima izzive, sej že bo. To je samo obdobje odraščanja. Smo imeli primer ene udeleženke, ki je sin malo kadil travo, sej bo nehal, dokler ni začel s trdimi drogami. In potem je končal v zaporu, ker je kradel, zato je lahko dobil tiste droge. In potem je bilo bistveno težje nekaj z njim delati, kot če se to naredi takoj zdaj. Takoj, ko začutijo, da nekaj je narobe, takrat najdemo coacha, najdemo ta coaching znanja, poiščemo ta orodja, ker seveda s tem se lahko zgodi transformacija oziroma sprememba. In tretja težava je necoachabilnost. Kaj je coachabilnost? Samo da razumete, je sposobnost, da ljudje sprejmejo povratno informacijo, se učijo iz izkušenj in so odprti za osebno profesionalno rast. Mislim, kako merimo coachabilnost? Odprto za učenje, kritiko, samorefleksijo, čustvena inteligenca, proaktivnost, zavzetost za cilje. Danes je najlepše delati z nekom, ki je coachabilen, ki je motiviran sam od sebe, da se premakne proti ciljem. In seveda, dostakrat mi starši pridejo, Aleksandar, moj sin se ne želi učiti, moja hči ima te izzive, ni coachabilna. Ja, v redu, potem jo z vprašanji pripravi do tega, da bo coachabilna. Potem z vprašanji in z poslušanjem, razumevanjem modela sveta pomagaj, da ta oseba postane bolj coachabilna. In čisto vsak je coachabilen. Torej, če vam jaz dam zdaj pištolo na glavo, boste takoj odprti in me poslušali, ker sem pritisnil na močno bolečino. Če vam dam zdaj 1 milijon evrov, in zato, da me poslušali, me boste poslušali, boste dali zapiske, si boste celo tatu naredili, se hecam, z nekim znanjem, ker se vam zdi to tako pomembno. Ja, ne, zdaj pač sem mogoče malo pretiraval o tem. Hočem samo tako povedati, mi rabimo razumeti, da če oseba ni coachabilna, da moramo se potruditi, narediti vse, da coachabilnost povečamo. Pozor, kakšen je bil tradicionalni način za doseganje uspeha in rezultatov? Oseba končala študij in potem po potrebi še kakšno izobraževanje naredila in to je bilo do konca življenja, do penzije. Na katerem področju danes to ne drži več? Na področju vrhunskega športnika. To pomeni ljudje, vrhunski športniki se skozi izboljšujejo. Zakaj bi se samo oni? Kaj pa recimo na vašem področju? Zakaj mislite, da tam ni potrebe po nenehnem izboljševanju? Na področju vzgoje, partnerstva. Zakaj mislite, da odnos ne rabi investiranja časa, denarja, energije, fokusa, znanja, rasti in tako naprej? Zakaj mislite, da vzgoja tega ne rabi? Zakaj mislite, da zdravje tega ne rabi? Ljudje včasih pridejo ponovadi samo takrat, ko je najhujša bolečina narediti spremembo. In coaching sam po sebi povečuje učinkovitost te komunikacije pri reševanju problemov. Še enkrat, coaching je umetnost postavljena vprašanj. S coachingom zmanjšate stres, povečate prilagodljivost, samozavest, učinkovitost. Torej, kaj je coaching? Vprašanja, zaporedje vprašanj, motiviranje, spodbujanje. Samo coaching, ko jaz coacham sam sebe, itak vprašanje, zaporedje, motiviranje in spodbujanje samega sebe. Zdaj pa, slaba vprašanja oziroma dobra vprašanja. Večina ljudi ne razumete razlike, jo bom še enkrat poudaril, ker je to res pomembno. Torej, slabo vprašanje vas vodi k igranju žrtve. Se smilite sami sebi. Dobra vprašanja vas vodijo k rezultatom iskanjem rešitve. Recimo, tukaj vam naštejem nekaj dobrih vprašanj. Kdaj? Kdo? Kako? Kje? In potem imam zakaj, ki ga moram pravilno uporabiti, ker ni vedno dobro, in ali ki je zaprto vprašanje, ker se moramo naučiti, kdaj ga uporabiti. To je zaprto vprašanje, omejuje, in to vam bom skozi 5 dni tudi dokazal na konkretnem primeru, omejuje
sogovornika, kako nam lahko odgovori, in včasih je to dobro, včasih pa niti ni tako dobro. Ja? Torej, še enkrat slaba vprašanja, zakaj se meni dogaja, kaj je to treba meni, dobra, kako lahko uživam, kako lahko služim ljudem medtem, ko spim, kaj so bile 3 stvari dobre današnjega dne. Ja? Torej, tudi zakon privlačnosti deluje tako, da se mi vprašamo nekaj in ta vprašanja vplivajo na našo vibracijo in ta vibracija privlači to, kar si vi želite. Ja? Torej, vi ste tisti, ki vplivate na zakon privlačnosti s pomočjo vprašanj. Ker vaše misli imajo magnetno moč in vaša vprašanja so sprožilci vaših miselnih tokov in tudi vaših čustvenih stanj. Torej, kako je lahko coaching priložnost za vas? Prvič, da pomagate sebi, drugim in da je to lahko poslovna priložnost. Rekli smo, da coaching je druga najhitreje rastoča panoga za IT-jem in ni treba, da ste odlični, vendar morate pa začeti, če bi radi bili odlični. Zdaj, marsikdo misli, da na trgu ni več prostora za nove coache, jaz trdim, da to ne drži. Zakaj? Zato, ker mi danes lahko zberemo nove in nove niše in avatarje, ki ustvarjajo prostor za vas. Ja? Kaj je niša? Neko področje, ker bi se radi specializirali. Kdo je avatar? Avatar je vaša idealna stranka. Tako rečemo idealni stranki. Nekdo, ki potrebuje vašo pomoč. Kaj pravijo ljudje danes? Bojijo se, da nimajo dovolj izkušenj na nekem področju, da bi bili coachi, vendar to ne drži. Zakaj? Zato, ker prvine aktivnega poslušanja in postavljanja vprašanj se lahko naučite kadarkoli, tudi sedaj, v tem trenutku v svojem življenju. Kako se priložnosti pojavijo? Lahko dobite kakšno knjigo, članek, delavnica, pride neka oseba iz preteklosti, se potušem ste, na sprehodu ste. In rad bi vas naučil, da znate prepoznati dobre priložnosti, kajti ta proces samo coachinga je že zdaj prisoten. Kako se začne vaše razmišljanje? Kako se začne vaš samo coaching? 1. Najprej si postavite neko sprožilno vprašanje. 2. Vaš tok misli se začne odvijati in potem greste skozi različna čustvena stanja in na koncu imate plus ali pa minus čustveno stanje oziroma vedenje. To je samo coaching oziroma samo coaching je druga beseda za vaše razmišljanje. Samo coaching vodi tako imenovano coaching zanko, ko se ljudje vrtijo v miselnih procesih v začaranem krogu. Zakaj? Ker si postavljajo ena in ista vprašanja. Prednost coacha je, da vam postavi vprašanje, ki ga ne pričakujete, ki si ga sami ne bi postavili nikoli. Si predstavljate, da kupite najboljši avto na svetu, vendar obračate volan vedno v napačno smer ali pa ne morete sploh obračati? Torej, to, kje ste sedaj, vam z dobrimi vprašanji lahko pomaga uresničiti želeni rezultat. Kje se uporablja coaching danes in kakšne so priložnosti? Uporablja se pri vodenju, uporablja se pri prodaji, uporablja se seveda tudi pri vzgoji in izobraževanju, v šolah, v partnerstvu se uporablja, sem že omenil, uporablja se povsod, kjer je potencial in želja, da se izboljša vedenje in dosežejo rezultati. Ne gre za to, da ste najboljši. Gre za to, da ste boljši, kot ste bili včeraj. Če ne zdaj, kdaj boste izkoristili priložnost, da naredite spremembo v svojem zemljevidu sveta z novimi vprašanji in zaživite sanjsko življenje. Torej, vaš zunanji svet je refleksija notranjega sveta. Katera vprašanja, razmišljanja vam bo pomagalo spremeniti model sveta. Torej, dajte narediti neko uravnoteženo v svojem življenju z novimi vprašanji. Pomembno je, da veste, kaj bi radi, zakaj bi to radi in ne dovolite, da vas bo kako ustavil. Ja? Torej, dostikrat ljudje pozabijo, da morajo iti tudi na brusiti sekiro, ker če samo sekajo, bojo vedno v zaostanku pred tistim, ki si bo vzel čas na brusu sekiro in potem hitreje sekal. Ja? Še enkrat vabljeni, da si prenesete delovni zvezek iz spleta, torej masteracademia.com/dzcoaching1, to je prvi delovni zvezek, ki je povezava z današnjim dnem. Nekoga izmed vas bomo izžrebali in mu dali mojo knjigo Zajtrk za dušo 4, torej ko boste izpolnili anketo, ste tudi v procesu izžrebani, morda lahko izžrebani, torej enega izmed vas, ki bo izpolnil anketo, bomo nagradili s to knjigo.
Če bi radi koga še povabili, jih povabite, da pridejo na to brezplačno delavnico in greste na masterakademija.com, pridi na coaching in še vedno se nam lahko pridružite na VIP izkušnji in preverite coaching v živo. Torej, tisti, ki bi radi bili z mano v živo v Ljubljani ali pa v živo na Zoomu, greste na masterakademija.com, VIP coach. Ja? Kaj sledi? Torej, jutri nas čaka struktura uspešnega coaching srečanja, potem izbira niše, praktična uporaba coachinga v vsakdanjem življenju in doseganje ciljev rezultatov s coachingom. Torej, kaj nas čaka jutri? Še enkrat struktura, zaprta, odprta vprašanja, kaj je coaching zid, samo coaching zanka in 3 naravni tipi coachov. Ja? Kako je bil današnji dan? Malo sem hitel, ste slišali me po glasu, sem vam hotel dati res maksimalno vrednost, da zaključim pravočasno, ja, gledam malo na uro, vendar za tiste, ki želite en bonus, dodatno še nekaj ostati z mano, če ste pripravljeni ostati z mano še nekaj minut, bi vam rad pokazal, kako lahko naredite proces z zaprtimi očmi s pomočjo coachinga. Ja, torej samo hipnozo ali pa proces z zaprtimi očmi, closed eye process s pomočjo coachinga. Ste za to? Ok. Tisti, ki še imate nekaj trenutkov, da ste z mano, hvala, ker ostanete. Tisti, ki se vam mudi, hvala, ker ste bili do tega trenutka z mano. Zdaj pa vas vabim, da se udobno namestite. Če vozite avto, prosim, da tega ne počnete. Naredite en globok vdih skozi nos. Zadržite. Počasen izdih skozi usta. Vzdih skozi usta. Počasen izdih skozi nos. Dišete nasmešek in ste fokusirani sedaj, ko zaprete oči, če jih še niste, v to, kaj si res želite v srcu? Kaj vam je res srčno pomembno, da spremenite v tem trenutku v svojem življenju? In bi rad, da vidite sebe, kako izgleda vaše življenje, ko ste spremembo že naredili. Kaj vidite? Kaj slišite? Kaj čutite? Kaj vonete? Kaj okušate? Takrat, ko se sprememba že zgodi. In rad bi, da za nekaj trenutkov položite obe roki na srce, da dihate v srce in predvsem, ko dihate v srce, se zahvalite srcu, ne samo zato, ker bije in je z vami od trenutka, ko ste se rodili, temveč se zahvalite srcu tudi zato, ker ste uresničili in naredili vse želene spremembe tudi s srčno pomočjo, torej s tem, ko ste šli skozi številne ovire in se lahko samo vprašate, zakaj ste pravzaprav hvaležni v tem trenutku? Kaj vas osrečuje v tem trenutku? Kako lepo je vaše življenje že sedaj? In potem pomislite na želeno spremembo in razmišljate, kot da se je ta sprememba že zgodila. To, kar sem vas že prosil na začetku. Kot da ste že uresničili to, kar bi radi uresničili. In se zahvalite srcu, ker vam je pomagalo, vas je spodbujalo. Je cel čas delalo za vas, zato, da ste uresničili želeno spremembo. Predstavljate si, kot da se je ta sprememba že zgodila. Še en globok vdih, počasen dolg izdih. Vdih skozi usta, zadržite par sekund, počasen izdih skozi nos. Vdih skozi nos, počasen izdih skozi usta. Dajte še tudi vi narediti isto. Globoko dih. In kot da bi dali vam vso to energijo, ki ne rabite.
Ja? Mislim, to ne kot da ste zdaj na školki in je šlo ven nekaj, kar ne rabite. Kot da sprostite ven vso odvečno energijo tega dne, kot da sprostite ven to, kar ne rabite, kot da začutite en tak prijeten občutek miru. Prijeten občutek pozitivnosti, hvaležnosti, miru. Dober občutek, ni? Še enkrat se zahvalite srcu, dajte globoko dih, počasen dolg izdih in z nasmeškom se vrnete nazaj, počasi odprete oči, se predenete. Kako bo današnji dan? Sem vas malo zbudil zdaj. Ja? Napišite mi, da ste dobili vsaj eno koristno idejo, vsaj malo več veste, kaj je coaching, ja? Da ni to mentoriranje, ja? Da se ukvarjamo s prihodnostjo, z rezultati in da lahko tudi vi seveda izboljšate svoj način komunikacije in postanete coachinje. Ja? Komu je bilo to zanimivo, napišite mi in seveda v pričakovanju, da se vidim seveda z vami spet jutri, se vam iskreno zahvaljujem, vas lepo pozdravljam. Hvala za to, da ste bili z mano. Hvala, Andreja, tebi za vso podporo, pomoč v ozadju. Hvala za vaše vprašanja. Ne pozabite pobrati delovnega zvezka in se vidimo spet ob isti uri na istem kanalu jutri.